Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni, z vami sem Kristi in vem, da vi že vsi veste, da se leta in leta ukvarjam že z angeli. In danes sem se odločila, da jim malce spet posvetimo mogoče neko video učenje, nek čas. In sicer bi rada, da odgovorimo na sledeče vprašanje. In to vprašanje je, mislim, doskrat ga dobim, no. Kristi, kaj mi hoče angeli povedati, če sanjam to pa to? Kaj mi hoče angeli povedati, če meditiram z njimi to pa to? Kaj angeli hoče povedati, če jih vidim preko številk? Kakšno ima vse to simboliko? In zdaj sem rekla, kaj pa če za eno tako video učenje, da vas vse to naučim in verjamem, da bomo s tem tudi blazno okrepili nekako odnos do vaših angelov in da vam bo tale zelo, zelo ljuba vsebina, okej? Zdaj, mogoče za začetek bi najprej povedala to, da rabiš razumeti, da angeli delujejo po principu moči sedanjega trenutka. To, da se ukvarjajo z preteklostjo in prihodnostjo, to je definitivno samo stvar človeka. Okay, definitivno samo stvar človeka, medtem ko angeli imajo pač neko svojo energijo samo v vsakem trenutku. Torej, ko ti dejansko vidiš neke angelske znake, skozi katere bom jaz zdaj s tabo šla, se moraš zavedati, da je vezano na trenutno situacijo, na vse, kar se ti trenutno miselno, čustveno in v tebi dogaja. Tako da vedno pogledaš, vedno ko iščeš sporočila in povezave, iščeš neposredno s tem, kar si ali mogoče trenutke prej razmišljal, ali se ti je dogajalo, ali je bilo nekaj v tvojih okoliščinah. Tako iščeš. Ko ne iskati nekaj za 20 let nazaj, pa tako naprej, lahko da imaš neke občutke glede nečesa zaradi tega, kar se ti je dogajalo 20 let nazaj, ampak neke te smisle pa povleci predvsem iz stanja sedanjega trenutka. Okay? Tako ti bo najlažje. Okay? Če ti angeli puščajo fizične znake, pa kovančke, pa pereščka, pa kaj še zdaj vidimo, tole kamenčke v obliki recimo srčka, pa na nebu vidiš oblake v obliki nekih fizičnih kril in tako naprej. Skratka, ti fizični znaki, ki so pa res taki, niso vsakodnevni, nekaj posebnega so in jih dobiš kot v obliki darila, torej nekdo ti nekaj naštima. Tukaj ti angeli hočejo samo povedati, da so tukaj s tabo, da ti lahko asistirajo, da jih pokliči za karkoli potrebuješ, da jim predaj svoje želje, hočejo te, dobesedno si jih predstavlja, hočejo potrkati na te in reči, alo, človek, nisi sam, hej, tukaj smo, štekaš, tukaj smo, pomagamo ti, tukaj smo, asistenca, uporabi nas. Takrat je vedno dober, da jim nameniš neko misel, pa rečeš, angeli, tukaj ste, pogledaš to remote sedanjega trenutka, kaj se dogaja in jim predaš neko željo, ker za zakonom svobodne volje, dragi moji, je pa treba definitivno jih prositi, definitivno za asistenco, zakon svobodne volje je in zaradi tega te hoče opozoriti, kaj pa če bi nas prosil za asistenco? Ne jih matrat, prosi. Okay? Če ti angeli puščajo številke, to kaj pomeni čenka, kaj pomeni čedvoljka? Jaz sem se na potovanje duše razpisala o tem, ker se toliko spraševala o tem, kaj pomeni, če vidim 3 enke, 3 dvojke, 3 trojke in ne vem kaj, a ne? Če greste, zato je to stalna vsebina, če greš na potovanje duse.si, bom jaz zdaj tukaj gor tole pokazala, sem se zdaj spala, to naredim, in imaš tukaj angelska števila, veš, angelska števila imaš, in imaš to ful dobro razložen in to je stalna vsebina. Greš potovanje duse.si, angeli klikneš, angelska števila in tukaj imaš razlage, torej vedno lahko tukaj gor priješ, pokukaš in si prebereš sporočilo. In zdaj, če je več 5, če je več 4, tako naprej, ponovijo te številke samo zato, ker si želijo pritegniti tvojo pozornost. Glede ful teh podrobnih znakov in teh angelskih obredov imaš pa pri nas res, tudi pod spletni programi imaš prijateljstvo z angeli. To je bila neka delavnica, ki se je zgodila na spletu v živo in ima ful teh nekih znakov not. Kaj to, kaj tudi, prispevek tega programa je res toliko dostopen, toliko je pocen, ko si ga lahko prvošte, pa se to naučite, pa dobite 27 strani skripte, pa boste te angelske znake še v globino ful dobro razumela. Tako imate to.
Ampak, ko vam kažejo številke, ok, nekaj je to, da recimo si ti pogledaš številko, kaj pomeni. To je res in to sem se z veseljem razpisala, pa vendarle hočem tukaj malo dati oni tudi nekega podtona in ta podton je ta, daj raziskuj stvari, daj probi res razumeti, ne živeti sam površinsko, ja, pozitivno razmišljanje, to je super, ampak daj res razum stvari, ki se ti dogajajo v življenju. Ker recimo pri številki se ti ful sprašuješ, kaj je to, ter res daš vedno to. Ker ko dobiš kamenček v obliki srčka, si pri številki si pa, kva je tole? In tukaj te angeli spodbujajo, da raziskuj, da se duhovno izobražuj. Bom povedala potem, kako jaz učim angelske komunikacije. Okay? Ampak da probi res za svoje življenje pogledati neke globje smisle, ne pa samo površinske. Če ti puščajo, nekaj se sprašuješ in dobiš neko glasbo, slišiš neko glasbo ali pa vidiš nekaj na televiziji, pa je neko govorenje, pa neka glasba, nekaj, kar ti pritisne na čustva, poslušaj besedilo, ker takrat ti definitivno direktno dajo angeli odgovor. Ampak to ugotoviš, da ne poslušaš glih vsako glasbo, ampak nekaj, kar ful pritegne tvojo pozornost in zadnji prav začutiš, da to ni navaden komad na radiju, ampak da je, a veš, ono, ko bi najraje zajoku zraven. Tako ločeš, a je samo pač res glasba na radiju, ali pa so ti jo angeli poslali. Ful se zgodi močen čustvo na boj zadnji, tako veš. Tako da vedno, ko je nekaj, ali da gre mogoče ta pesem bolj na glas, to je definitivno potem posluši, ali pa da se ti vžge neka čustva, takrat veš, da govorijo angeli in takrat poslušaš besedilo pesmi. Ful je dobro, da si tudi besedilo najdeš na spletu in da res pogledaš noter, da si res vzameš kot, da bi te angeli poslali pismo, da se spustiš v to, kaj je. Okay? Če ti nekdo drug nekaj reče, torej ti si nekaj razmišljal, da potem pa pride nekdo, nek človek, in ti točno to prbije, nisi ga niti mogoče prosil, a veš, kar iz nekje prleti in ti, zakaj si to rekel? Zakaj si to zdaj rekel? Jaz vem, da sem tudi dostikrat, jaz to za ljudi, ker nekaj rečem, ker si točno to sem rabila. Takrat angeli niso mogli zaradi tvoje znižane frekvence tebe doseči. In ker pa mi med sabo vsi smo ena, vsi smo na nek način sorodne duše, okej, vsi pomagamo, ko se na planetarni ravni srečujemo, potem angeli v tem primeru uporabijo mene, zato da tebi dostavijo sporočilo. Saj tudi jaz kaj dobrega zato dobim nazaj, pa vendarle, če nisem mogla pritegniti tvoje pozornosti, ker ali se ti ful dogaja, ali si ful utrujena, je bila tvoja energija res znižena, bojo uporabili drugega človeka. Kar je v redu, dobiš sporočilo, pa vendarle je tle sporočilo tudi to, dragi moji, da moraš vedeti, da imaš znižano energijo, da si jo treba povrniti z meditacijo, za počitkom in tako dalje. Okay? Zelo pomembno. Okay? Vkolikor ful sanjaš nekih odgovorov, zagonetk in tako naprej, pomeni, da enostavno neke znake zaradi tem pa življenja nisi mogel opaziti v fizičnem svetu in zato te angeli probajo doseči potem, ko možgani počivajo in se končno izklopijo in se dajo počitek, te probajo doseči na astralni ravni. Tukaj bi vam rekla, z vsem spoštovanjem do sanjske knjige, ampak tukaj ni prava odločitev, da ti ali nekdo drug interpretira sanja, ali pa da iščeš pomene v sanjski knjigi. Zaradi tega veš, zakaj, da ti povem? Zaradi tega, ker si ti toliko individualna duša, ker se točno tebi v nekem danem trenutku dogaja. Ne more neko splošno znanje, to pomeni to pa to pa to pa to pa to v tistem danem trenutku, ker tebi tvoji angeli, ki so samo tvoji nekaj govorijo, ne morejo za vse enako delovati. Jaz lahko v eni noči sanjam belo sobo, pa ti sanjaš belo sobo, ampak tebi se nekaj dogaja, meni pa čist nekaj drugega in za naj so to dva čist različna sporočila. Pa vendarle niso vse sanje sporočila angelov. Okay? Ti imaš tudi sanje, kjer se puca tvoja podzavest, kjer se puca balast, energije, ki so se nabrale in jih ne rabiš več. In jih podzavest preko sanje izloča. Sanje, kjer angeli hočejo res močno nekaj povedati, so tiste sanje,
ki bi presegel, ti si bil tam, ti si bila tam. To je tako živo, občutek, da si v teh sanjah bil in jih doživel na svoji koži, so tako močni, da ti na telesu to čutiš, ko se zbudiš. Te sanje hočeš gledati kot sporočila. In najboljše, da si vzameš pa list papirja, ampak veš, teh sanj niti pozabiti ne moreš. Te sanje, kjer se ti zjutraj zbudiš in opa, šlo je mimo tebe, to so te neke samodejne sanje, torej, kjer podzavest obdeluje aktualne dogodke, se puca, razumeš? To je to, ko možgani ček, rabijo razvrstiti stvari. Te sanje, kjer so angelska sporočila, jih si zapomniš zavedno. O tem govorim. Kamoli, da jih boš ti zjutraj pozabil. Nimaš pogoja, a veš. Tako napiši te sanje in pol pa je prav dobesedno ven secirati besede. Kaj tebi pomeni to? Kaj misliš, da tebi to pomeni? Dragi angeli, odgovorite mi. Notar je bila moja babica, ki je že pokojna, to pa to pa to. Kaj tebi to pomeni? Kakšen je občutek, ko ti to zapišeš tebi? A pa sem bila na nekem vlaku, nekam sem se vozila, kaj te predstavlja vlak? Veš, za nekoga zapuščanje, za nekoga odhod na novo, za nekoga mednarodna kariera, 1500 možnosti je. Oziroma toliko, kar nas je na svetu, torej 8 milijard možnosti je. Razumeš? Tako na tak način to naredi. Vkolikor ti prihaja angeli v meditacije, to je pohvala, tega si želimo. To pomeni, da imaš dostop do sebe preko meditacije, s tem tudi do svoje duše, kar tudi pomeni do svojih angelov, vodnikov, in tukaj se odvijajo najbolj konkretne in najboljše komunikacije, ki te bo znala najbolj usmeriti. Tako da meditacija je tukaj glede tega najbolj pomembna in mislim, da je ful pametno in najbolj odgovorno do sebe, da vedno imaš karkoli že v življenju meditiraš. To so tvoji zavezniki pa pomočniki, dragi moji. Definitivno hočeš imeti. Zato je tudi recimo v spletne programe, ker sem prej povedala, imaš tudi recimo, ampak ta je bolj mistični program, 12 angelskih aktov, to dajemo na tone meditacije noter, vse z angeli. Tam je 12 meditacije noter. Noro, ful velik. Ampak tak mističen angelski program, torej 12 angelskih sporočil, pa 12 meditacij, zato ker meditacija z angeli je tako pomembna. Pa lahko si pogledaš tudi ta program, ne? Skratka, to je to, tega si želimo. Tukaj dobiš, ker si v stiku s sabo, res najboljše in najbolj kredibilne informacije, ne? In še zadnja stvar, če si ti užge nekaj, kar nisi iskal, mogoče tudi tale video vsebina, torej, si na spletu, iščeš žžblje, dobiš pa mne žžlo, razumeš? To pomeni, nekaj se ti pržge in ti pojma nimaš, s kje je to prišlo. Ali ti angeli pošiljajo asistenco in orodje za nekaj, kar potrebuješ, ali pa ti hočejo preko tega povedati, da nekaj ne potrebuješ, zaradi tega, ker ti ne veš, kaj potrebuješ, in preko tega, da veš, kaj ne potrebuješ, lahko najdeš tisto, kar potrebuješ. Primer, vidiš neko vsebino, in kako pa veš, zdaj, a to rabiš, a ne rabiš? To je zdaj to večno vprašanje. Če se ti vžge neka vsebina in je tvoj občutek zanimivo mi je, sproža nekaj v meni, ti vžge, razumeš, neko razmišljanje ali čustva, pomeni, da je definitivno to za tebe in da je dobro, da raziščeš. Če pa to vžge v tebi odpor, tudi če sem to jaz, nimaš kaj, mislim, težko si to predstavljam, da je to mogoče, ampak, razumeš, to pa pomeni, da te hoče povedati, to znanje iščeš, ampak ne na tak način, ampak nek drug način. Te hočejo angeli spodbuditi, najdi način, ki bo pravi zate, ampak v vsakem primeru iščeš nekaj v smeri tega znanja oziroma izkušnje. Kapiš? To je to. Angeli so tukaj res taka neverjetna bitja, dragi moji. Nekaj sem pa ugotovila glede angelov. Zadnje čase, ne vem, če ste tudi vi začutili, so tako zelo
ratali alkimistični, mistični, niso več samo angelčki, razumeš, kaj ti govorim, ampak so postali močni ti neki učitelji, aktivatorji. Začeli so z nami delati angeli, ki živ Bog ni slišal 20 let nazaj za njih in tako naprej. Pa če jih iščemo po tradiciji, pa vseeno obstajali so. In jaz, ko sem videla, koliko oni zelo močno delajo, sem jaz ravno te angele iz teh torej starodavnih principov, katere nobenim ni dajo pozornost, pa so pa zdaj manifestacijsko, alkimistično to ratali pomembni, sem jih vse skupaj združila, sem jih zbobnala na kup in sem rekla, vi imate pa res neke darove za ljudi. In smo skupaj izoblikovali tečaj angelskih komunikacij, kjer se dela Barakiel, Remiel, Sakiel, tukaj si malo pomagala, kako se prizemljijo angelske kode, starodavni jeziki, preroštva, kako graditi intuitivne receptorje za prevajanje angelskih informacij, kako zaščititi se, seveda tukaj brez nadangela Mihaela ne more, kdo je nadangel Natanjel, kako z angeli si celaš energijske poškodbe, kako v sebi aktiviraš varuha vrat med dimenzijami, kako lahko odstranjuješ negativne družinske uroke, ker angelska energija ti tukaj lahko ful pomaga, kako razvija telepatijo, ki jo rabiš za pogovore z angeli in pa hkrati ti lahko tudi pride v tem svetu prav. Kdo je nadangel Elim, ki uporablja principe svetega prostora, kako se naredi doma angelski dom, kako se naredi ta sveti prostor, noro, a ne? Kdo je nadangel Taliel? In kako, kaj ima to veze z naravo, z vremenom? Razumeš, kdo so manifestacijski angeli, kdo je nadangel Kamiel, Gamaliel, kako se ustvarja z njimi, kdo je Miniel, kako se z njimi dela nove okoliščine in čist nove principe manifestacije, za katere do zdaj niste slišali. Verjamem, da ste zdaj bili, kaj? Ampak verjamem, da je mnogi izmed nas to poklicali. In če vas je, 11. maja se bo zbrala neka bolj zaprta skupina na spletu. Jaz mislim, da bojo angeli telemistični zelo skrbno zbrali to skupino, kjer jaz bom res pripravila neverjeten tečaj in vam bom izkustven tečaje. Veliko je tudi znanja, pri meni je to vedno, ampak ful vas bom pelala v te aktivacije, to bomo se sprobavali, skup delali, meditirali, posnetke boste imeli, posnela vam boste neke meditacije na vsaki stopni, dobiš 5 meditacij z angeli, kar pomeni, da na koncu razumeš, jih boš imel, koliko je 4x5 Kristi? 20. Matematika sedi 1, komunikacija z angeli sedi 5. Razumeš, res dobiš tako noro je, ful bi vam rada to predstavila, tako da pridružite se nam, res je samo še par prostih mest, definitivno bi pa rada, da jih spoznate, ker ti kličejo vas. Vse to in še več na potovanje-duše.si in želim vam, da zdaj angele sprašujete stvari in si tolmačite, kot smo danes ugotovili, in verjamem, da sem naredila eno čudovito povezavo med vami in zaradi tega sem srečna. Hvala vam za to, želim vam ene čudovite angelske dneve in čau!